Leja, kaj je bilo tisto, kar te je pritegnilo k temu dekletu, ki se ni balo medvedov? Katera njena lastnost te je najbolj očarala, da si se odločila za to zgodbo? Ja, v bistvu ideja za animacijo prihaja predvsem od Izarja, ki je tudi v bistvu naredil strip, ampak mene pri temu, ki je on razlagal to zgodbo, pol, ko sem videla še risbo v stripu, me je predvsem glih ta njen pogum me je najbolj pritegnil, plus to, da nekaj to svet, ki nalaga neke tipične vloge za moške in za ženske, se mi zdelo zelo lepo, kako se tudi ona kljub temu se pač gre temu naproti in živi neko svojo življenje. Kaj pa ti, Izar? Pred filmom je bil najprej strip, ki sta ga ustvarila skupaj z Doro Benčevič. Mimogrede, ta strip je na voljo tudi v naši knjigarni, ga lahko kupite ali pa si ga sposodite v našem knjižnem kotičku in ga preberete. Kaj pa je tebe, kje pa si ti našel to zgodbo in kaj je tebe Jaz sem bil pritegnilo? pravzaprav enkrat na nekem nastopu na eni osnovni šoli skupaj s Špelo Frlic, ki je naša izjemno dobra pripovedovalka, in sva imela oba nastop, ona je pred mano pripovedovala to zgodbo, jaz naj bi pa po njej potem povedal učencem nekaj o stripu in mi je pa ta zgodba toliko všeč in toliko mi je enih slik v glavi zbudila, da sem začel potem na onem predavanju samo še risati, kako bi se dalo to vizualizirati. In potem sem kar nekaj časa Špeli razlagal, da bi ful rad to zadevo nekako priredil. In se pol je čez kakšen let pokazala priložnost, ko je pa ravno Dora Benčevič prišla na sceno, ki je bila takrat čisto samo malo čez 20 let stara in se mi je zdela tako najbolj zanimiv glas neke nove stripovske generacije. In sva bila enkrat na kavi in sva ugotavljala, če bi lahko kaj skupaj naredila, in sem ji povedal to zgodbo in je tako rekla, zdaj jaz to moram narisati. In potem je bilo eno tako blazno luštno sodelovanje, že tako, ko sva se tukaj žogala za zgodbo pa z vizualijami. Takoj sva si pa blazno želela, da bi to postala tudi animacija. In smo se takrat ravno z Lejo spoznali in pol še z Majo z Invide in smo se začeli pogovarjati in zdaj je to pred vami. Kje pa vidite prednosti zgodbe v stripu ali pa prednosti v filmu? Ker sta si na nek način podobne, ampak vsak medij ima tudi svoje posebnosti. Kaj sta lahko naredila v stripu, pa na filmu ne in obratno? Nekak strip je že tak, mislim, tudi dostikrat preden nastane film, nastaja storyboard, ko je tudi neke sorte recimo strip, se pravi pripoved v statičnih slikicah, ampak smo videli, mislim, tukaj noter zelo veliko prizorov je prevedenih direktno iz stripa, ampak zelo veliko je bilo pa treba narediti tega zumiranja, prehodov, drugačnega režiranja, da je delovalo v filmu. Tudi zgodbo smo morali kar nekaj spremeniti. Ja, meni se zdi, da je to, mislim, čista različna medija, pa tudi zgodba je čisto drugače povedana, V stripu veliko več lahko povemo, tudi veliko več informacij lahko zapakiramo v manj, Tule pa se razume. Mogoče film nekako, tako kot smo ga naredili, pušča mogoče malo več neke lastne interpretacije, mogoče pri stripu ni toliko tega, ampak tudi spet čisto odvisno, Mislim, da je to zelo taka osebna preferenca in mislim, da ful lepo tudi lahko soobstajata, vsak ima nekaj, Mi beremo in gledamo skupaj. Valerija, govorila bom v angleščini, ampak bomo sproti prevajali, pa mi boste pri prevodih tudi pomagali tisti, ki razumete angleško. Valerija, Julka is also a girl that is very brave. Though she's scared, she's also a brave girl. Where did you find her? Where did you find this character? Vprašala sem jo, da je tudi Julka zelo pogumno dekle in kje jo je našla, kje je naletela na njeno zgodbo. So it is the short film you saw is taken from a short story by Boris Pahor. I was lucky enough to meet him and he wrote many books and short stories that tells us about how was the life for Slovenian and Croatian people when 100 years ago, when there was the fascist dictatorship regime in Italy. So he was born and raised in Trieste, and he, in his books, he recalls
the story that he lives himself. So I don't know if you want to translate or I go on. Okay. Film je posnet po kratki zgodbi Borisa Pahorja, Metulj na obešalniku. In ko je naletela na to zgodbo, jo je prebrala in je ta zgodba pripovedovala o času fašizma, ko Hrvati in Slovenci, ki so živeli tam, niso mogli uporabljati svojega jezika. Mislim, da je tako rekla, je. So Okay. this Julka is taken, the short story is called The Butterfly on the Hook, La farfalla sulla taccapanni in Italian. And I changed a bit the end. So the sentence that Julka says in the end actually is my invention because I wanted to give a little bit of a light in the end so that people who sees the film have a message of hope that also in a very difficult situation you need to find the strength of being able to say who you are and what is your name. So I took the... Okay. Se pravi, še enkrat je povedala, po kateri zgodbi je ta film posnet in da je v tej zgodbi spremenila konec, zato ker si je želela, ta zadnji stavek, ki ga Julka izreče, zato ker si je želela, da v tej temni zgodbi vendarle obstaja upanje, da se je vredno boriti za to, kar smo. Yes, I think I did it. I don't know if you want to... Yeah. Did you want to add anything? No, it's okay. Okay. Imate že pripravljena vprašanja? Predvsem naj bo beseda vaša. Kakšni so se vam zdeli filmi? Kaj bi vprašali? Super. Okay. So maybe I can add why they think of a question that in the book, in the short story, there is only one sentence saying pointing out this name changing, Julka, Julia. But I thought this would be really understandable for young people now, so that that was for me the kind of key to read it in a filmic way. V knjigi se je samo enkrat pojavilo, da je bila Julka poimenovana Giulia. Na ta način so ji poitalijančili ime. Njej pa se je zdelo, da bi prav s to spremembo, ko ti spremenijo tvoje lastno ime, lahko dala občutiti tudi otrokom, kako se je Julka takrat počutila, ko ji niso dovolili niti svojega imena, ne? Na ta način. Evo, vprašanja, roke gor. Prav? Kar na balkon gremo. Kaj se sliši? Aha, ok. Ja, jaz sem za Julko vprašanje. A to, ki je v izvirniku, ki je narejeno po knjigi, a ne od Pahorja, oziroma po kratki zgodbi, a rajš po angleško vprašam? Kar obdajte oboje, če lahko. Kar Kar naprej. boje. Ok. Me sem zanima, ali so ti motivi, ki je bilo ful in morje, a ne, ki je preplavljalo, pa tudi govorili so, ki so se hecali z nje, a zna plavati ali ne, pač vse je bilo tako obalno, pa taki morski motivi so bili. Pa me zanima, če je to v resnici pač od avtorice, mislim od animatorke dodatek, ali je to v bistvu neki motivi, ki so bliže v kratki zgodbi, pa pač zakaj je to dala noter. Lahko še po angleško vprašam. Ja, sicer tisti, ki ne govorite angleško, vam bomo mi prevedli, ampak vam gre, ne? Bom poskusila. I was wondering, okay, now in English, I was wondering in this animation, Julka, whether, because I got the impression of a lot of sea motifs with the waves and the kids talking about swimming and everything, whether this is something, because I didn't read the original short story, is that something from the original short story, or is that some form of your own impression that you put in? So the dialogues are exactly as they are in the story, but I kind of switch the where they happened.
So the short story is very brief. It happens all in this break time of the school. And but I had to show a little bit more, like where are we and what is going on. So that's why I invented that they come from home to the school, they meet. That's all my invention, but the dialogues themselves, like the words, are exactly how they were in the book, so how it is written. And Pajor is saying that seaside is like when we see the sea and the waves, we feel the freedom to think. And so that's why I kind of put that on a special light. Povedala je, da je film posnet, da se zelo tesno drži zgodbe. Vsi dialogi, ki so v knjigi, jih je želela uporabiti tudi potem v filmu. Je pa zgodba se zgodi v zelo kratkem času, v šolskem odmoru. Ona je pa za film vendarle potrebovala, da pojasni malo širše, odkot liki prihajajo, kdo so, da pokaže to. Zato je zgodba dodala malo pred odmorom in kasneje. In motiv morja je bil tudi že v knjigi. A ste prepoznali mesto? Je kdo prepoznal mesto? Kako ste vedeli? Prevozno sredstvo? Okay. They knew which city you showed. Okay. In morje se je zdelo pomembno in ga je vključil že Boris Pahor, zato ker morje pomeni neko svobodo, da razmišljaš, kdo si in ohranjaš to neko odprtost in svobodo. Ok, še kakšno vprašanje? Kaj pa je bil zadnji stavek od Julke v resnici, ki je rekla, da ga je spremenila? Da ga je dodala. What was the last sentence that you added? What does she say? What was the book's last sentence? Kaj je bil v knjigi zadnji? She didn't say anything. I mean, that's more realistic, you know. But in my interpretation, this is not something she says, but she only thinks that. But I leave it also open to you to think maybe she said that. Okay. Se pravi, v knjigi ni rekla nič in se tudi režiserki zdi to bolj realistično, da otrok, ki visi na kiti, ne bi rekel nič. Ampak misli pa, da si je to vsaj mislila in potem prepušča igralcu, ali je deklica to uspela izreči ali ne. Okay. Si vzamem še jaz eno vprašanje, pa potem kar razmislite, bom dala priložnost še vam. Is this a story that is still relevant today? Did you want to, there are still kids that get punished for who they are, where do they belong, what's their culture? Do you think that it's relevant? Well, I think that in Italy we have a very advanced legislation for how we should treat kids in school. And this is also because of the stories that happened in the past, so it's also in our constitution and so on. But I bet that this kind of, you know, this uniformity between powers and oppression of minorities in the world still happens. So. Pravi, da v Italiji misli, da se kaj takega ne bi moglo več zgoditi, da ima ustava tega ne dovoljuje, prav tudi zaradi takih dogodkov, ki so se dogajali v preteklosti, ampak vendarle se po svetu še dogaja, da so manjšine podvržene takim metodam. Thank you. Dekle, ki ima ves pogum tega sveta in jo spremljamo v njeni zgodbi, na koncu vendarle postane fant.
Ko sem gledala ta film prvič, sem držala pesti, da bo vseeno na koncu rekla, ni mi mar za princeske, odjahala bom proti sončnemu zahodu in ostala to, kar sem. Ampak se ni končalo tako. A jo je kdaj zamikalo, da bi spremenila konec? Mislim, da ja, v bistvu je tako, no. Ta konec se meni zdi tak, da v bistvu, kakor sem jaz to razumela, je, da njo v bistvu ta nek pogum, ki ga čuti, že pol malo postane, že malo preveč se začne dokazovati, a ne. In mogoče malo zgubi to, zakaj se je sploh zares podala v svet in pade mogoče v neko tako malo bolj tipično moško neko dokazovanje moči, kar se mogoče kaznuje ji pol, a ne. Ampak je pa tudi hkrati odprta ta možnost, a je to slab konec, mogoče pa se tudi počuti boljše v taki koži, ne. Tako. Kaj pa ti? Ja, meni se je zdel ta konec, takrat, ko sem prvič to poslušal v besedah Špele Frljic, nekaj najbolj zanimivega. Ker tam imaš zelo fine besede, s katerimi se takrat konča, ker Špela reče, Špela samo pove pač to prekletstvo in potem reče, od takrat naprej mladoporočenca nista nikoli več spala z mečem sredi postelje, ampak nihče ne ve zagotovo, ali je bil to res srečen konec ali ne. In tako vidiš, že tako zanimivo je, da se na koncu končno vse poklop, vse vloge so tam, kjer morajo biti, ampak nekaj pa ne štima, nekaj je pa nekje se zgubil. Ne? In se mi zdi ravno to zelo fino. No? Pomemben element v tem filmu je tudi glasba. Tukaj sta sodelovala s Šacijem, oziroma si sodelovala s Šacijem, z Magnificom. Lahko poveš kaj več, kako ste razmišljali o glasbi, ker glasba v bistvu, glasba in vizualije združujejo zelo različne žanre, se pravi, poleg stripa, filma, vsaj še stari film in tako. Ja, v bistvu ta sodelovanje pri glasbi se je malo postopoma, se je tako malo nalagalo več tega dela, zaradi tega, ker na začetku hoteli smo narediti tak western, ampak mogoče nekje vmes smo bili še negotovi, a bi uporabili, se pravi, zvoke nekih stvari, ki se dogajajo, ne vem, ko nekdo udari po mizi, ko se vrata odprejo, ko konj hodi, a ne, teh zvokov ni v filmu, je samo glasba, ne. In pa smo pa v bistvu ugotovili, da ker imamo te napise, ker imamo nemi film v pač pravem pomenu, da tudi v bistvu te zvoki nekako zelo čudno delujejo, ne. Tako da smo res šli takrat pol v popolnoma nemi film in pol je pa v bistvu bila naloga Šaci in Magnifica, da res podložita cel film, ne? In to je 20 minut, vse čustva je v bistvu treba odigrati z glasbo, tako da meni se zdi, da sta super opravila svoje delo, no? Mi smo tudi zelo zadovoljni, glasba je odlična, mislim, da se da tudi kupiti na nekem artworku, je cela plošča, tako da ja, je pa izziv bil siguren. Tako. Kako to narediti? Evo, vprašanja so naprej, kar povej. Zakaj pa imel konj 6 nog? To je bil del zgodbe, takrat, ki ji pač podari ta kačja kraljica in ji v bistvu podari nekega blaznega čarobnega šestnogega konja, ki ima opravili se tudi, če pa še malo večjo vlogo, pa on gre namestni v jezero pa tako naprej. Tako da en tak zelo fin element, ki je potem tukaj še nekako ostane, pa se mi zdi, da malo se mu vidi, da je tak štrcelj neke širše zgodbe, ampak se mi zdi, da lušten izpade, da je tak fin, komičen, olajšan je tako. Super hiter avto. Nas pa zanima, če je šlo za Sapiens sapiens ali Sapiens neanderthalensis, ali kako so že? Ne, Sapiens sapiens oziroma Homo erectus. A bi nam lahko povedal še, kako je ta film narejen? Ta film je namreč narejen zelo zanimivo tehniko. Je kdo prepoznal, kako je bil film? Ok, povej. Imamo enega vedoželjne. Povej. Na začetku je bilo otrok, ko je spraševal svojega očeta, je bilo odzadje narisano z vodenkami, a ne?
V bistvu je bil črn tuš, samo da je bilo s plavo lučjo osvetljen, pa pol tako pride. Ja, z vodenkami. Ja. Ampak zelo blizu. Zelo blizu, ja. A si opazil mogoče tudi v ozadju kakšen poseben material, ki pa ni bil svinčnik? A je kdo opazil? Pesek? Res je. No, povej nam več, Gregor. Ja, se pravi, ta prvi del, ne, ki je plavo ozadje, to je vse v bistvu narejeno v tehniki stop motion, se pravi iz peska, ne. Ponovadi stop motion razumemo lutke, no, tle pa pač pesek, pač premikaš pač pod kamero in fotografiraš sliko po sliko. Drugi del, ne, so bila pa vsa ozadja narejena iz peska, kar se mogoče tudi niti ne opazi takoj, ne, ampak pač vse te sence pa to je v bistvu pač samo od peska, ki je pač z različnimi lučmi osvetljen, z barvnimi svetlobami različnimi, pa različne barve peska, recimo tudi polenta ali pa ne vem, kakšne take pač. Tudi različne barve peska dobijo še zdaj, ne, v Bauhausu. Se pravi, nisi smel lačen delati tega filma, ker bi ga lahko pojedel. Ja, bolj malo je bilo teh dobrih peskov, no. Sploh pa kuhanji se težko. Pač je težko jih delaš z njim, no. Okay. Matej, ti si bil skladatelj pri tem filmu, pa nam mogoče lahko poveš, kdaj si se vklopil v film, ali si bil zraven že od začetka, ali skladatelja potem pokličajo, ko je že vse narejeno. Kako je potekalo tvoje delo? V bistvu sem delal tudi že referenčne zvoke za Animatic, ampak takrat ni bilo še določeno, kdo bo skladatelj, ampak tudi Veronika ni še vedela točno, kaj hoče od muzike, je pa vedela, da hoče imeti nekaj na televiziji. In v bistvu takrat sem naredil to melodijo, ko sem se pol tudi odločila jo mantrati in ponavljati, in potem smo nekaj časa še čakali koprodukcijo, sredstva, ni bilo še določeno, kdo bo zares skladatelj, no ko kocka končno padla, sem jaz začel biti skladatelj in sem začel delati v bistvu pol celo muziko za film. Ja, prav ta delček, kjer gleda ta gospa televizijo, je ta glasba taka vabljiva, hkrati pa tudi malo strašljiva. Malo je demonska, ja. Mislim, tako, vse to nam je bila tudi pol ideja, da v bistvu vse spontano se zgodilo, da je muzika potem šla bolj v neko horror atmosfero ali pa vsaj neko slutnjo, in sva se tudi odločila, da tako ostane, ker v bistvu muzika kot ta voda, ta element predstavlja ta čustva, ki se na nek način kuha od spoda, ker nekaj ni v redu med njima dvema in nasplošno v celi atmosferi, tako da na koncu pol ostalo to, kar je zdaj. No. Sodeloval si pa tudi pri sami animaciji, compositing, kako se to prevaja? Ne vem, ko je v slovenščini. Skladanje slike, recimo, ne, bi lahko rekli. In prav skladanje slike v prizorih, kjer je voda, je menda, si menda precej bil vpleten. Zakaj je prav vodo tako težko poustvariti? Mislim, se voda na nek način bila že narejena, jaz sem v bistvu bolj uporabljal potem, mislim, skupaj z Veroniko so iskala neke efekte, kaj bi bilo najboljše, še posebej za odseve, in to se je na koncu dosti en standard, ta nek turbulent, ni nič posebnega, ampak so pa imela dosti preglavic z vodo na splošno, ja, kako jo zanimirati, ampak večinski del je zanimirana voda, nisem jaz toliko delal, samo kdaj, ko so bili kakšni odsevi, sem jaz samo malo naredil to površino in je to to. Ok, zdaj pa spet besedo prepuščam vam, če je še kakšno vprašanje ali pa komentar. Povej. Zakaj so se pa te ljudje, ki so skočili v vodo, dobili ribje repe? Zakaj so dobili ribje repe? To je zdaj bolj vprašanje za Veroniko, bom probal odgovoriti. Ja, to se ne ve, ampak je takšna voda, pač nekaj se je zgodilo, da ko skočiš v vodo, dobiš plavuti. Ampak noben ne ve točno zakaj. Mislim, mogoče, da je kak strup, ja. Zgleda že tako, ne. Saj ta glavni lik se zelo boji te vode, ne. Kaj? Še kaj? Ja, mene zanima, a je bila mogoče tukaj s tem naraščanjem gladine vode, pa tako malo se je zdelo apokaliptično, a je bila tukaj tudi kakšna taka
okoljevarstvena. Tako. Ja. Mislim, ja, ne, atmosfera definitivno apokaliptična, ja. Istočasno mislim, da je tudi nežna, da ni bilo zdaj to mišljeno, da gremo prav v jasno apokalipso. In definitivno tudi se mi zdi, da je bilo ekološko. Zdaj pa spet ne vem, ne morem njih odgovoriti v imenu Veronike in kaj so imeli v scenariju, ampak jo poznam in mislim, da je to njej tudi bila ideja, zdaj pa je bila to primarna, sekundarna, to ne vem, no, ampak je pa tudi definitivno to bil nek namen, no. Ja. Veronika je tudi pripovedovala, da jo je k filmu spodbudilo razmišljanje o tem, ali je napredek vedno dober. Ali mogoče kdaj pa vendarle ne, in mogoče tudi vprašanje za vaju, če bi ti moral izbrati, ali postaneš plavutar, ali raje odjadraš z ladjico proti sončnemu zahodu, kaj bi izbral, Matej? Odraščal sem s pogledom na gore, ne. Tako da ne vem, ampak v bistvu bi, ne vem, čakal na balkonu in če zapiha kak veter, bi lahko padel in če ni zadosti močen veter, bi ostal. Pa ti, a bi bil raje pokončni bananojedec ali velika glava? Ja, to mi pa ne moramo nič izbirati. Smo že velike glave. Smo že. So organi že zrastali. Ni ne izbiram. Še kakšno vprašanje? Jaz imam še enega. Pardon. Pa še tlele spadaj imamo. Aha, kar. Pri plavutarjih, kaj so oni gledali v ekrane, a ne te ribje repe, kaj je bil ta smisel tega? To je dobro vprašanje, v bistvu, ker se lahko nadovežem še na to, kar si ti rekla. V bistvu Veronika prav hotela, da to predstavlja nek način reklama za plavuti in v bistvu ta kritika nekega zeitgeista. In tudi to je pomagalo pri muziki, da smo naredili, kakor so reklame narejene, ker podzavestno programirajo ljudi, smo hoteli tudi z muziko na nek način to hipnotično trans stanje, da prikaže. Tako da v bistvu bila na nek način reklama za plavuti. Na katero so vsi nasedli, razen naš par, ne? Ja, dobro, ja. Tukaj je pa še ena roka, zelo pogumna, tako da. Zakaj so imeli vsi repe? To so bili plavuti, ker so padali v vodo in pol so jim zrasli plavuti. In še gor je bilo? Neke morske deklice bili vsi. Aha, morske deklice. Ampak ne take. Morski fantje tudi, ja. Tako, res je, tudi fanti so bili. Še eno vprašanje je bilo na balkonu. Ja. Mene je zanimalo, zakaj pa je bilo še, ker so bili čevlji prekrižani, a ne? Zakaj se je pa naredil kakor nek odpor pri plavutarjih? Mislim, malo tako diskriminatorno do teh, ki pa se niso odločili za plavutke. Fora v tem, zdaj ne vem, kako se to vidi, ampak ideja je bilo to, da je on čevljar. Mislim, da tam je tudi šušo, pa ne vem, kaj piše točno. Tako da njemu je še dodatno bilo to problem, tudi zaradi poklica in vse trme in to. Mislim, da tukaj ni, zdaj ne vem, spet sem rekel, govorim malo v ime Veronike, ampak da ni zdaj ona bila točno proti plavutarjem ali proti temu ali za ta lik. Mislim, da tukaj malo bolj tudi ambivalence, no, da tudi ta lik, saj pomeni, mogoče ima tudi preveč trme in se tudi on hoče sprostiti na nek način, no, za nek zeitgeist. Jaz nimam vprašanja, ampak se bom oglasila čisto tako. Jaz sem posodila glas v nemogočem otroku, ampak sem bila na interni premieri pred nekaj dnevi, ki smo imeli za medije pa za šole, zato vem, kaj je avtorica Plavutarjev rekla, da je želela, pa lahko povzamem na hitro, da ne bo zmede, da pač v določenem momentu se zgodi, kada bi vsi začeli živeti nekaj, kar nam zapoveduje
družba kot tako, ali nastane neka moda ali neka prepričanja in vse sili v eno. In da ni nič narobe s tem, da ostanemo samosvoji in sledimo svojemu klicu. In čeprav zgleda na trenutke, da nas bo vse preplavilo in da ni možnosti, da še zmeraj hodimo svojo pot, se na koncu pokaže to. Stopiš na čolniček in odveslaš proti svoji novi resničnosti, kjer lahko ostaneš ti. Tako na kratko. Najlepša hvala. In to je na nek način tudi povzetek današnjega programa v celoti. Prav ta upor, pogum in samoglavost, svojost smo opazili lahko pri vseh filmih.